Spoštovani gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi epizodi s podcasta. Z vami sem Mateja Trun-Hrvatin. Tokrat bo naš podcast malček drugačen. Namreč posvetili se bomo najnovejši javnomnenjski raziskavi, ki jo je za Siol pripravil Valicon, in sicer med 23. in 25. januarjem. Rezultate ankete, ki meri podporo političnim strankam, bo pa komentiral politični analitik dr. Samo Uhan, ki je lansko jesen postal tudi dekan Fakultete za družbene vede. Dr. Uhan, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Pozdravljeni, hvala za vabilo. Prosim, kako ste? Dobro, in vi? Dobro, v redu, odlično. Torej smo oba dobro. Tako. Povejte, zadnjo meritev, ki smo imeli, se pravi meseca decembra 2025, bom rekla, je nekako politični prostor bil, kot je bil, brez nekih novih presenečenj. Se pravi, mi imamo še tudi sedaj po tej najnovejši meritvi dva velika igralca, se pravi SDS in pa Gibanje Svobode. Danes pred nama imava malček zopet nove, najnovejše podatke. Ob tem ste takrat pri zadnji meritvi pa sicer tudi opozorili, da se bo zdaj, ko se bo začela intenzivna kampanja, morda se bodo te številke začele tudi malo spreminjati, se pravi tudi prava razmerja se bodo tudi začela kazati morda takrat, ko bo koalicija šla iz neke te defensivne drže v bolj aktivno predstavljanje rezultatov. Nekaj od tega, kar sva takrat napovedovala, se zdaj zdi se, ti podatki to potrjujejo, kaže na bolj intenzivni način. Tisto, kar moramo najprej ugotoviti, da nimamo nobenih zares spektakularnih premikov, nič takega se ni zgodilo, čeprav smo vmes imeli eno javnomnenjsko bombico, bi lahko rekli, odločitev KPK-ja. Tako. Tudi že nekajkrat smo povedali, da to lahko nekoliko spremeni pogled volivcev na svojo odločitev, jih utrdi v prepričanju ali pa jih spremeni. Pa vendarle se mi zdi, da je to neka tema, ki je že precej časa prisotna v medijskem prostoru. Za volivce ne pomeni nekaj takšnega, kar bi radikalno spremenilo njihove poglede. Zdi se celo, da lahko utrdi njihovo prepričanje tisti, ki denimo podpirajo Gibanje Svoboda, to razumejo celo kot res načrtovan napad in jih utrdi v tem prepričanju. Tisti, ki ne podpirajo Gibanje Svobode ali pa koalicije, so pa tako ali tako v tem smislu opredeljeni. Tako da to, da se v tem smislu, predvsem pri podpori Gibanja Svobode, ni zgodil radikalen premik, nekaj malega odstopa, nihanj znotraj merske napake, lahko temu to pripisujemo. Se pravi, to je, nekateri temu govorijo bomba. To bi moralo res radikalno pretresti medijski prostor ne samo medijski, ampak tudi prostor javnomnenjske podpore, pa se to ni zgodilo. Zgodile so se pa neke druge spremembe, oziroma se nakazujejo, kar pa je tudi v skladu s tistim, kar sva nekajkrat že govorila. Moj pogled na te rezultate razkriva nekaj, kar jaz imenujem taktično glasovanje v anketah. Včasih govorimo o taktičnem glasovanju na volitvah, ko volivci enega pola presodijo, kdo je tisti, ki bo najbolj koristno unovčil njihov glas, in se to mogoče celo ne prikriva povsem s posameznikovo preferenco. Pač pa nekdo žrtvuje svoj glas v obče dobro, bomo rekli. Če spomnite volitev nekaj let nazaj, je šlo v tem primeru za taktično glasovanje pri podpori kasnejšega premierja Boruta Pahorja. Zdi se, da se je v anketah v prejšnjih meritvah delno to zgodilo, ko smo ugotovili, da je resničen, kredibilen nasprotnik desnega pola in prvaka opozicije Janeza Janše, pravzaprav premier Robert Golob in Gibanje Svoboda. Zadnje 3-4 mesece se je ta podpora Gibanju Svobode povečevala. Zdaj se mi zdi, da se je stabilizirala. Tudi zato, ker se je v kampanjo, ki se še uradno ni začela, pa vendarle po nasvetih vključila celotna koalicija. Večkrat so politični analitiki koaliciji svetovali bolj angažiran pristop. Pristop, ki opozarja na dosežke te vlade, ki jih vendarle ni malo, pa za katere se zdi, da so bili nekako sramežljivo predstavljeni, ali pa so celo bili v neki defenzivi, ko so poskušali braniti nekaj, kar se je pokazalo, da je pravzaprav njihov predvolilni program. Zdaj, to, kar pripovedujem, se kaže tako pri socialnih
demokratih, ki so nekako v trendu povečevanja podpore. Zares premik, če pogledamo, od prejšnje meritve, pa je doživela skupna lista strank Levice in Vesna. 3,4%. Da, težko bi rekel, da na račun Gibanja Svoboda, ampak predvsem na račun, se mi zdi, podpore iz bazena ali neopredeljenih ali drugih levih strank. To pa seveda moramo pripisati precej bolj angažiranemu nastopu, predvsem koordinatorja Levice, dobro nastopa Luka Mesec, pa tudi Asta Vrečko, predvsem v prezentaciji, najbolj izpostavljen primer je seveda minimalna plača, pa tudi dosežki, ki jih pravzaprav dosegajo z delom na svojih resorjih. Tako da tukaj se je ta pozicija te stranke okrepila. Zdaj, kaj nama ostane, pokomentiramo še drugi del. Ja, še drugi del, tako. Se pravi nasprotno, tako rečemo. Ja, zdaj, nič bistvenega, nobenih posebnih sprememb pri največji opozicijski stranki, ki je doživela nekaj nepomembno manjšo podporo kot v prejšnji meritvi. 22,5, ja. Tako. Potem pa stabilno podporo demokratom. Tu moramo pa vendarle nekoliko kontekstualizirati ta rezultat. Vidimo, da gre za neko zelo zanimivo dinamiko. V javnosti se vrstijo ugibanja, ali gre za trojanskega konja, kot temu rečemo, ali gre za iskreno in tudi avtentično željo Logarja, da se osamosvoji. Zelo verjetno je odgovor tu nekje vmes. Tudi vaše mnenje tako? Tudi moje mnenje, tako bom pojasnil. Zdi se mi, da je nekako razmislek Anžeta Logarja gre v smeri, da je nastopil čas po njegovem političnem stažu in njegovih letih, bi rekel, za samostojen nastop. On vendarle zna artikulirati to svojo držo. Vendarle se je zgodilo nekaj zanimivega. Na neki točki se ni Logar odrekel Janeza Janše, kar bi pričakovali glede na očitke o njegovi neodločnosti, mencanju, cincanju. Ampak se je Janez Janša odrekel Logarja. Zdaj pa kako to pojasniti ali komu to koristi? Tisto, kar Janeza Janše v resnici skrbi, ali bo Logar posegel v njegov bazen. Ali se mora on odpovedati delu svojih volivcev za dobrobit Logarja. To je resnična skrb Janeza Janše, ker se lahko zgodi, da Janša izgubi vlogo relativnega zmagovalca volitev. Vendarle, to distanciranje Janše od Logarja pa lahko Logarju samo koristi. Zakaj? Zato, ker ga v očeh volivcev, ki niso striktno levi volivci, mogoče niti ne sredinski, njega dela za kredibilnega kandidata, neke sredinske opcije. To so volivci, ki ne podpirajo Janeza Janšo, pa vendarle vidijo neko potrebo po neki sredinski politiki. Pazite, jaz ne govorim, da Logar vsebinsko ponuja kaj sredinskega. Moja teza je, da tu vsebine ni. Ampak gre za neko dovolj spretno taktiziranje, kjer bo Logar na neki točki presodil, ali se lahko zgodi čudež in on postane konstitutiven ali pa nek del morebitne sredinske koalicije, sam jo ne bi imenoval levo-sredinska, ker v tej koaliciji z Logarjem ne morete nikoli pričakovati levice, ampak lahko so recimo pričakovanja, da bi lahko, če bi se to izkazalo za strani volivcev dovolj velika podpora, ga lahko vidimo na sredini osamosvojenega. V tem smislu bi se lahko zgodil še en drug čudežen premik, da bi vsaj v enem delu, mogoče zunaj koalicije, pa vendarle projektno pristopila Nova Slovenija. Tudi to bi bilo mogoče in potem bi imeli desno sredinsko koalicijo brez Janše in bi nastala tista situacija, kako izolirati Janeza Janšo. Ta scenarij se mi zdi malo verjeten. Bolj verjeten scenarij se mi zdi, da bi Logar, potem ko bi ugotovil, da ta njegova samostojna pot nima realne podpore,
da bi sklenil koalicijo brez nadaljnega, brez premislekov z Janezom Janšo in Novo Slovenijo, če bi seštevek teh glasov pač prinesel 46, več kot polovico. To bi lahko dalo novo vlado, novo koalicijo, seveda se pa potem odpirajo vprašanja o trajnosti te koalicije, ker bi takoj Logar bil na prepihu v pojasnjevanju svoje kredibilnosti. Ne? Vendarle je vse, kar pripoveduje neko prizadevanje za novo politiko, karkoli to pomeni, novo politiko se vi ne morete iti na star način. To bi zelo verjetno pomenilo samo skrajšanje politične kariere Anžeta Logarja. Kaj pa morda ta komentar Anžeta Logarja nedavno, da bi skušal povezati celo Janeza Janšo in Roberta Goloba? Če oba poveže, če Golob in Janša stopita skupaj, potem Logarja sploh ne potrebujeta. Zdi se mi, da je to nek lakmus. Pravzaprav testiraš ideje, ugotavljaš možne izzive in iz tega potem sklepaš o nadaljnjih korakih. Mislim, ne, da je še nekaj igralcev v slovenskem političnem prostoru, ki se mi zdi, da na trenutke nekoliko precenijo svoj domet. Mislim, da je takšnega velemojsterstva bil sposoben samo žal pokojni Janez Drnovšek. Ne. Njemu je to uspelo zdaj za veliko ceno, bi rekel, ki jo je plačal on osebno. Uspele so mu tako imenovane velike koalicije, ki pa so se izkazale za izrazito mučne in naporne in tudi ne tako zelo učinkovite, kot se zdi na prvi pogled. Glejte, tukaj imamo neko frazo, neko mantro, povežimo se, bodimo sredinski. Ne. Moja teza je, ne, da tako kot slovenska politika razume sredino, je to generator korupcije, ker ne gre za vsebinsko sredino, za integracijo, sintezo dobrih idej z leve in desne, ampak v resnici za iskanje stabilnosti za ceno, v narekovajih seveda podkupovanja ene in druge strani, ne. Trgovanja, če hočete, političnega. Tako da ne verjamem v to sredino. V tem kontekstu bi morala zdaj omeniti Vladimira Prebiliča in prerod. Ne. Kako je kjer se je nekaj časa zdelo, da imata tako Logar kot prerod podobna izhodišča, celo hotenja o povezovanju te sredine, skupnem nastopu, se pravi, da bi nekako ta povezava njuna tudi delovala centripetalno, se pravi, da bi se zgoščevale sile iz leve in desne, ona dva bi igrala pomembno vlogo. To je bil, se mi zdi, nek teoretičen scenarij, ki je deloval, dokler je veljala predpostavka, da bo koalicija, ki jo poznamo, sledila poti, ki smo jo že videli, Cerarjevi vladi, Šarčevi vladi, pa vseh prejšnjih vladah, kjer se je nekako na polovici mandata nov obraz nekako izpel. Nastal je nek vakuum, kjer je vstopil nov igralec in zapolnil ta prostor. Zdelo se je, da po res velikih napadih na vladno koalicijo strani interesnih združenj, lobijev, da se bo to zgodilo. Nekaj časa vemo, da je bila ta podpora Gibanju Svobode precej manjša, kot je sedaj. In takrat se je zdelo, da je nastopil čas za ta scenarij. Potem pa se zgodi nek obrat, začne se krepiti koalicija. Oba akterja, ali pa saj Vladimir Prebilič, pa se mislim, da temu nista prilagodila. Nekako sta vztrajala v prvem scenariju, okoliščine se pa niso odvijale, oziroma okoliščine so se spremenile, scenarij se ni odvil tako, kot je bilo načrtovano. Ne. Se pravi, imamo koalicijo, ki bo končala mandat, to je zagotovo, kljub temu, da so bile napovedi, da ga ne bo končala. Ja. Imamo koalicijo, ki nima nobenih težav, kar je precejšnja redkost v slovenskem političnem prostoru, nobenih težav z napovedovanjem nadaljnega delovanja, če bi bilo to mogoče. Vse tri koalicijske stranke seveda pravijo, nakazujejo potrebnost sprememb, drugačne politike, ampak se ne izključujejo. Ne. Se pravi, brez nadaljnega bi te koalicijske stranke še naprej delovale v koaliciji, tudi pod vodstvom
premijerja Roberta Goloba, s čimer pa ima, in to je ta bizarnost in nenavadnost, težavo Vladimir Prebilič. Moram reči, da v tem trenutku se to zdi dokaj iracionalno razmišljanje, razen če se vsi ne motimo. Se pravi, razmišljati o podpori levosredinski koaliciji, tudi v koaliciji z volivci Svobode, celo s poslanci Svobode, ne pa s premijerjem, ki je predsednik Gibanja Svobode in gre seveda za stranko, ki je precej personalistična v tem smislu, prvak premijer, ne, predsednik stranke je enako stranka na nek način, saj v tem smislu, da ju ne moremo ločevati, jasno. Da. Ja, vsekakor, ja. Kaj pa menite o resnici? Dosti se tudi sedaj govori, da bi ravno resnica lahko bila tista, ki bi bila jeziček na tem. Resnica je pomembna v političnem prostoru, ampak mislim na resnico, ne pa na stranko resnico. Zdi se mi, da je v tem smislu potrebno se malce poigrati s temi besedami. V tem smislu je to stranka mimikrija, ne? Delati za resnico. Okay. Dobro, pojasnimo resnico. Ne? Zdaj gre za stranko, ki je izrazito aktivna na socialnih omrežjih, na spletnih platformah. To na nek način lahko pojasnjuje ta njihov zelo stabilen rejting okrog volilnega praga. Vendar le pazite, tudi pred prejšnjimi volitvami, mogoče smo pozabili, je bil tak njihov rejting podoben, nekoliko nižji, pa vendarle podobno stabilen, kar seveda pomeni, da gre za stranko, ki je že lahko dosegla svoj domet, ker je njihova aktivnost na teh omrežjih. Z nastopi v etabliranih medijih pa se zdi, da bo stranka oziroma njen predsednik Stevanović imel nekaj težav. Ima že ta trenutek pojasni težave z svojo pravnomočno sodbo, ima težave s pojasnjevanjem prisotnosti dveh, bi rekel, močno problematičnih, ali sta podpornika ali samo varnostna služba, nepomembno, na dogodku sta bila, ne slučajno, se pravi kriminalnega podzemlja, ali pač kakorkoli, ne vemo, razlage kredibilne nimamo, ampak to je mogoče še manj pomembno. Bolj pomembno, da bi lahko v prispodobi označili vsaj del njihove politike kot politični kriminal. To, da nekdo napove izstop iz Svetovne zdravstvene organizacije, lepo vas prosim, ne, če poznate kanček zgodovine te organizacije in pa cilje, za katere se ta organizacija prizadeva, in da se poskušaš distancirati, to pa je kriminal. Tako da se mi zdi, da bo ta stranka imela nekoliko težav s pojasnjevanjem svoje pozicije, če bo dobila priložnost, čemer moramo reči, mediji kar dobro sledijo in jim dajo priložnost za promocijo, ampak ta meč je lahko dvorezen. Ne? Ja, zelo dvorezen. Ja, nekaj nastopov je že bilo, jaz mislim, da si v enem normalnem političnem prostoru s takšnimi nastopi ne moreš narediti usluga, ampak gledajte, po drugi strani je pa res, ne, da je politika v celoti izgubila nedolžnost, kot temu rečemo, ne, en del nastopov, ki jih uprizarja predsednik te stranke, dobro sledi temu, kar vidimo tudi v svetu, ne. Gre za nek brutalen populizem, neko prostaškost v nastopanju, kjer se zdi, da ni nobenih zavor, ker pričakuješ, da boš dobil podporo ljudi, ki se jim zdi takšen nastop avtentičen, originalen, brez sprenevedanja, ne, in takšen. Ne. Tako da zaradi tega ni treba, da smo zelo srečni. Ne. Ampak, okay. Ja, se je tale predvolilna kampanja bo še zagotovo zanimiva. Nekateri celo pravijo, da se nikoli ni prenehala, da že traja od leta skoraj 2022. Po svoje bi lahko rekli, da od osamosvojitve sem. Samo akterji so se zamenjali. Konec koncev pogledajmo, ker smo ravno pri resnici, Stevanović je bil pri stranki, Jelinčičevi stranki, ne, s podobnim
s podobno agendo. Ne? Ok, ne bomo delali več reklam. Ja, Prej. tako. Imate morda še kakšno mnenje, kar se tiče dveh največjih akterjev, se pravi SDS pa Gibanja Svobode? Ja, eden ima težave z razpršenostjo glasov, eden ima pa manjše težave. Gibanje Svobode kot na čelu levo-sredinske opcije si seveda mora prizadevati, kolikor je v moči akterjev za združevanje teh glasov. Lahko bi se zgodil res nek slab scenarij, da bi v tem pogojno rečeno levem volilnem bazenu šlo v nič, kot temu rečemo, ostalo pod pragom precejšnje število volivcev. Zdaj, če malce špekuliramo, da Kordiš, mi socialisti ostane na 2%, pa Prerod na 3%, pa Pirati na 3%, pa Zeleni Slovenije, pa še kaj. To je lahko v absolutnem številu lahko tudi 40 do 50 tisoč glasov, ki jih v končni kalkulaciji zelo potrebuješ. In te bi bilo tudi zelo škoda, da se seveda zgubijo. Velja. Najlepša hvala za vaše komentarje in bomo videli, kako se bodo zadeve odvijale naprej. Hvala za vabilo. Najlepša hvala, drage gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci. Hvala, da ste bili z nami in se vidimo, slišimo naslednjič.